V krški občini je volivce najbolj prepričal dosedanji župan Miran Stanko. Podprlo ga je dobrih 53,57% volivcev. Občutki so pravzaprav dobrih in, kako bi rekel, sladko-kisli. Namreč po eni strani seveda lepo tudi na volitvah zmagati, pomeni, da si dobil potrditev, da so ljudje prepoznali delo in vse, kar je bilo pač opravljeno. Po drugi strani pa je seveda velika odgovornost pred mano, kajti precej še nalog, ki jih bo treba tudi izpolniti in tudi ne nazadnje, če govorimo tudi o sestavu občinskega sveta, kar je zelo pomembno, kakšna bo. Tako da prav, kako bi rekel, jasna slika bo šele, ko bodo vsi rezultati znani dokončno. Za položaj župana občine Krško so sicer kandidirali 4. Poleg Stanka še Dušan Dornik, Božidar Resnik in Aleš Suša. Dornik je prejel 33,27, Resnik 8,96 in Suša 4,20% glasov. Stanko se je v izjavi dotaknil tudi predvolilnega obdobja v občini Krško. Moram reči, da sem bil v tem času pred volitvami tudi v drugih krajih, čisto tako bi rekel osebno, in da pravzaprav zdaleč ni bilo toliko plakatov, tudi ne vem, propagande in tako naprej, kot je bilo v Krškem. Skratka, očitno si je nasprotna stran, če tako rečem, zelo prizadevala, da bi prišlo do neke bistvene spremembe, ampak očitno so bili ljudje le zadovoljni z našim delom, tako da jaz upam, da bo tako tudi naprej. Volilna udeležba je bila 47,14%. V občini Sevnica pa je bilo odločeno še pred odprtjem volišč. Srečko Ocvirk ni imel proti kandidata. Prejel je 5038 glasov. Zagotovo je to nov mandat, ki ga je potrebno začeti vsemi formalnimi opravili, postaviti občinski svet, delovna telesa, pričeti z delom in zagotovo je prva naloga proračun za leto 2019. Tisto redno delo, ki zagotavlja tekoče življenje v občini na vseh področjih. No to pa razvojne naloge, projektno delo in ostale naloge, ki nekako so bolj izpostavljene kljub temu, da je redno delo izredno pomembno. Lokalne volitve je v sevniški občini zaznamovala nizka volilna udeležba. Na volišča se je odpravilo zgolj 37,94% volilnih upravičencev. Zagotovo to ni dobro za demokracijo, kajti prav je, da čim več občanov odda svoje mnenje, svoj glas. Verjetno pa samo en kandidat ni angažiral večjega števila volivcev in v vseh občinah, kjer je samo en kandidat za župana, je podobno, žal podobno, da nekako je vse osredotočeno na županskega kandidata in nekoliko manj na občinski svet. V občini Kostanjevica na Krki se je v tekmi za županski stolček pomerilo kar 7 kandidatov. Prepričljivo s 53,46% glasov je slavil Latko Petretič. Moram reči, da sem prijetno seveda tudi presenečen, da pri tako velikem številu, ko nas je bilo 7, da sem zmagal v prvem krogu in še to s tako velikim procentom, da je to eno zadovoljstvo, seveda je to na meni velika obveznost za naprej, kar pa upam, da bom z veseljem delal, da imel vsaj enotnost v občinskem svetu, ki ga do sedaj nisem imel. V občini Kostanjevica na Krki je bila nadpovprečno visoka volilna udeležba, kar 68,84%. Iz Kostanjevice na Krki pa v Brežice, kjer so volivci odločili, da bodo v nedeljo 2. decembra znova odšli na volišča. Po vseh preštetih glasovih je rezultat sledeč. Ivan Molan je prejel 49,82% glasov, drugi najboljši rezultat je dosegel Igor Zorčič, zanj je glasovalo 28,14% volivcev, Matija Kolarič je z 9,19% na 3. mestu, sledita Peter Direnbek in Andrej Gerjevič. V drugem krogu se bosta tako pomerila Ivan Molan in Igor Zorčič. Jaz moram reči, da sem zadovoljen, da je to sigurno dober rezultat. Res pa je, seveda, da je zmanjkalo tistih par glasov, da bi bil zaključeno volitve v prvem krogu. Tako da v vsakem primeru seveda čestitam
vsem tekmecem za dober rezultat, da jim je uspelo zbrati skupaj pač 50,02% in seveda vabim vse volivke in pa volivce, da grejo še čez 2 tedna enkrat na volišče in seveda, da mi dajo priložnost, da lahko nadaljujem z delom, ki ga že delam zadnja leta. Ja, jaz bi se najprej zahvalil vsem volivkam in volivcem. Drugi krog smo nekako pričakovali. Ljudje so več kot očitno pokazali, da si želijo sprememb. Načrtovane aktivnosti so pogovori z ostalimi strankami, ki so tekmovale v prvem krogu, ki so kandidirale, ki so imele svojega kandidata. Po ustnih zagotovilih so mi namreč povedali, da lahko računam tudi na njihovo podporo, tako da se nadejam le-te in gremo potem skupaj na teren in prepričevati preostale volilce, ki so morda ostali doma v tem krogu. V občini Brežice je bila vodilna udeležba 50,83%.